Dobro večer. Dela? Povej, kaj je Miha, da slišimo, če dela. Ja, dobro večer vsem. Ne. Se lahko ti začneš. Se ne vem, kako ne začnem. Ne. Hvala za... A me ne slišite? No, dajmo. Pojačite. Zato pa testiram. 1, 2, 3, 4. A zdaj se slišimo? O, bravo, super. Bravo. Ja, najprej bi se vam vsem ful lepo zahvalil iz srca za to pozornost, ne, da pridete, ker vse veste, da brez vas v resnici ni nič. Ne, tako da sem vesel, da si na tak način lahko izmenjujemo mnenja in poglede. In energije takšne in drugačne. Ne. Pa ful sem vesel in hvaležen Davidu, da je sprejel to komplicirano nalogo, ne. Da si vzel čas, prebral tole zbirko kolumn in bo lahko kakšno rekla. Ja, res je, se strinjam, da je bilo relativno taka, ne bom rekel komplicirana, ampak je bil izziv na nek način. Kdor je bral, že Miho tudi najbrž razume. Če dobiš tako knjigo v roke, pa ti rečejo, dej ga kaj vprašane. Da se malo zamisliš. Miha, veš kako, mogoče si slišal za to, da greš k zdravniku, pravijo, da ne smeš iti zdrav k zdravniku, zato ker boš šel k zdravniku in pa boš prišel nazaj za en kup težav, ker nisi vedel, da jih imaš. Ne. Jaz sem malo tak občutek imel ob branju tvoje knjige, veš, jaz sem tako, kot tak zadovoljen pripadnik nekega srednjega sloja, veš, svojim življenjem, volilno pravico, svojim Volvotom, ne. Veš, tako pol dobim to knjigo v roke, pismo in vidim, koliko enih stvari ne štima, ne. Koliko enih stvari, to zdaj čisto dobro, priporočam knjigo o branju, ampak si mi dal misliti, no. Ja, hvala, ne, mislim, se tak je bil nekak namen, ne, pa res pa, da nisem želel to knjigo spisati z enim takim namenom, da bi komorkoli zatežil ali pa da bi bil ciničen. Sploh ne tako, ampak veš tako, sej tudi zdravnik, ne, če greš pa si dobro počutiš, pa ti reče, oprosti, zdaj imaš pa malo zamaščena jetra, sej jih imaš res, ne, a veš, sam nisi vedel. Na ta način sem jaz doživel tvojo knjigo, ne. Ja, hvala, ne, to je pa eden boljših komplimentov, ko sem v življenju slišal. S tem, da za tvoje jetra me ne skrbi, ker sem prebral tudi tvojo knjigo Notranji pir. In tisto pa sploh priporočam, ker se mi zdi, da take literature manjka v naši državi. Krasni novi spet, a ti lahko še nekaj priznam. Sem nekje do polovice knjige prišel, preden sem dojel, da ni naslov Krasni novi svet. Sem malo površno prebral naslovnico. No. Krasni novi spet, če še kdo tudi ne ve od vas. In tukaj piše šopek teorij zarote. Najbrž nisi na ta način predstavil uredniku Dela, ko si se menil za kolumne. Ma ne veš kaj, to sem pa, ja, v bistvu so teorije zarote, ne, zato ker, kaj pa vem, čistko je, ne, da jaz sem pravzaprav ponosen na to, da so teorije zarote, ne, ker se mi zdi, da živimo v enem času, ker nam mediji ves čas servirajo neke ready-made produkte, ne, skratka neke produkte, ki nas avtomatično postavijo v vlogo gledalca z določene pozicije, ki nam določijo naše moštvo, ki nam določijo pravila igre. In pač jaz ne želim na tak način funkcionirati, ne, ker me to v bistvu ne samo dolgočasi, ampak me tudi straši tak način poročanja in mislim, da se nahajamo v eni zelo zanimivi informacijski realnosti, ki se je še niti dobro ne zavedamo, niti je ne znamo uporabljati, niti se ne znamo navigirati v njej. Tako da jaz sem pač poskušal mesečno po nekih svojih impulzih ujeti ta trenutek tega lajfa na tem svetu skozi stvari, ki so me ganile brez kakšnega posebnega reda. Ne. Zdaj pa seveda ene določene teme, ki me žulijo, mečkam ponavljajo. Ja, ene par stvari je, ki se verjetno, če bereš mesečno, niti ne opadiš, ko pa imaš vse na kupu, pa vidiš par teh žuljev, no, ki bova tudi šla čez. Zdaj si že super začel z mediji mal in to je tudi moja v bistvu prva iztočnica. Zdaj jaz sem se tako zamislil, no, da malo naredimo en plan. Najprej uvod. Dragi gledalci in gledalke in poslušalci in poslušalke, res dobrodošli še enkrat tukaj z nama, super, da ste z nama. Na tej epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, ki je hkrati tudi
knjižni dogodek, predstavitev knjige Krasni novi spet. Jaz bi začel, Miha, tam, kjer se vse začne in konča, to je pri tehnologiji. Pol bova šla pa preko politike do denarja, kot se v naši državi vedno naredi, a ne? In končala mogoče na neki človeški noti. Okay. Medije si že omenil, jaz bi tukaj kar začel, to je to od mojega, ne bom uvoda, ne bom raztegoval preveč, pa te nekaj predstavljal, pa tako nekaj, se mi zdi to brez veze. Bova rajš se posvetila vsebini. Omenil si mal eno tako kritiko medijem, ne? Pa vendar, ne, če gledam, kaj si tudi napisal v knjigi. In to je, da ima ena epizoda podcasta Joe Rogana, in to niti ne najbolj popularna, ampak tako ena poljubna epizoda, povprečna 28krat večjo gledanost kot najbolj gledan termin CNN. Kaj pa si o tem misliš? A je to izjema za Ameriko? Moja epizoda ni 28krat, moče bo ta, no, bolj gledana kot Prime RTV. Ne, sploh ne, ampak jaz sem prepričan, da se ti sploh ne zavedaš, pravzaprav kakšno moč imajo tvoja pojavljanja v teh oblikah in da smo soočeni z enim novim umetna inteligenca. Da smo soočeni z enimi novimi medijskimi načini, a ne? Ki jih pravzaprav sploh še ne znamo. Mal si umakal, mogoče takole. Ki jih sploh še ne znamo, a bo? Ki jih sploh še ne znamo misliti, ki jih sploh še ne znamo uporabljati, ali pa če greva počasno, bom povedal zelo enostavno. Jaz sem človek, ki prihaja iz 90-ih let. Ne? Tam v 90-ih recimo sem začel misliti, pa brati stvari, pa tako v času študija, pa tako, ampak tam je bil ena taka medijska dieta enega študenta je bila zelo simpel. Pač v soboto si prebral sobotno prilogo, ne, pa si prebral prilogo Večera, pa si prebral prilogo Dnevnika, mogoče preletu, pa si pol enkrat na teden prebral Mladino, pa si vsak mesec enkrat vzel na stranišče Demokracijo, da si vedel, a veš, da nisi bil zelo tako. Ne, a veš, in to je bil ta naš medijski svet. Ne, in v tem medijskem svetu smo zaupali tem starim afirmiranim imenom, ne, smo brali malo Milharčiča, pa Marcela, pa Unga, pa Tretga, ne, pa kva je Miheljak spet povedal proti Janši, pa kva je povedal, a veš, pol no zdaj pozabil proti Jankoviču, pa par teh globalnih zadev, a veš, in si bil nekako obveščen, ne, in smo tudi zaupali nekim imenom, zaupali smo nekim medijskim znamkam, ampak to je bila ena taka zelo naivna pozicija, danes ugotavljam. Pa se je pa ta prostor razširil, ne? Pa smo pa kar naenkrat dobili socialne medije in kupenih digitalnih medijev, potem smo dobili podcaste, ki imajo nekateri, bom rekel, nekaj 10krat presegajo doseg največjih medijev, ki jih je človeštvo doslej poznalo, ne? In zdaj, kot zadnjo jagodo na torti smo dobili pa umetno inteligenco, ki pa spet streže z enim popolnoma novim vidikom, pravzaprav in fabriciranja novic. Ne vem, če veste, ampak v tem trenutku imamo v Sloveniji prvi radio, ki funkcionira v okviru ene velike slovenske radijske hiše, ki ima več programov, ki je v celoti plod umetne inteligence. Ne? Veš, muzika in narator, ki govori vmes, prepoveduje neke relativno čisto ok puhlice, ki jih domisli in izvede umetna inteligenca. Ne? In še en vidik se mi zdi zelo pomemben, ne? Da v tem trenutku mi vse, kar vidimo, obstaja ena velika verjetnost, da je to, kar vidimo, naredila tudi umetna inteligenca. Ne? Vsaj danes videl na Instagramu 50 prizorov, za katere nisem bil zihar, dejansko reproducirajo neko resničnost, ali je to nekaj, kar se ni zgodilo. Skratka, neka prihodnost informacije je tako bizarna, da si ti v bistvu začutil neko stvar. A veš, čist biokemično so se v meni sprožila neka čustva v zvezi z nečem, kar se mogoče sploh ni zgodilo. Ne? Veš, ali je pa tukaj nek medprostor, da sem jaz se čustveno opredelil do nečesa, kar je fabricirano zato, da jaz se čustveno opredelim do tega. In še ena stvar je, ne, bolj, ko zremo v te medije, bolj, ko scrollamo potem, ne, bolj ugotavljam, da je v bistvu naloga
teh medijskih hiš točno ta, da se jaz na nek način čustveno opredeljujem do določenih stvari, da pravzaprav naloga ali pa bistvo ali pa esenca tega, v kar gledamo ure na dan, ne, sploh ni več iskanje resnice, kar ne bi bilo neko ključno poslanstvo medijev, pa ne nazadnje tudi neko ključno poslanstvo vsakega posameznika, da v življenju najde resnico. Ne. Ampak to, kar si rekel, se mi zdi, da mogoče razume en res pravi novinar, bom rekel pravi v smislu teh, ki jih zelo spoštujem, ki so sposobni tudi napisati neko koherentno, globoko, lepo, razumljivo reportažo, ki ti odpre nek svet in ki razumejo, da je to v bistvu služba človeštva in resnice. Ampak jaz mislim, da nekdo, ki odpre svoj podcast in ta podcast eksplodira in zagotovo so nekateri podcasti, ki so družbeno odgovorni in so strokovnjaki, jih vodijo in tako naprej, ampak veš, mene tukaj dejansko skrbi ta izguba vloge, med drugim tudi izguba vloge urednika. Ker veš, vseeno, ne, zdaj bom jaz tle prebral. Tebe ne? Ne. To je ful dobra tema. Ne, no, povej. Mene absolutno ne. Zato, ker, veš kaj ti bom citiral Boštjana Videmška, pa malo tole za cen, v bistvu ne bom citiral, ker bom uporabljal Videmšek prav, da se v širokem loku poščije, jaz bom rekel pa, da se v širokem loku poserjem na urednike. Zato, ker sem imel cel življenje opravka z uredniki. Ne? Ker uredniki so v eni veliki meri eni na stroko izgovarjajoči se aparatčiki, ki pravzaprav plasirajo neko agendo po diktatu nekih centrov moči. A veš, toliko sem že star, da vem, kaj so uredniki počeli. A veš, ko se vlada zamenja, uredniki vstanejo, ko se zamenja sistem, ko pride do velikih sistemskih rušitev, vse uredniki v resnici vstanejo. Veš, konec koncev, jaz se spomnim v osnovni šoli, kaj se je zgodilo z mojimi avtoritetami. Razumeš, jaz sem v 7. razredu dobil ukor, ker sem v Tita strelil tiste, a veš, kaj narediš pihavnik iz nalivnega peresa, pač lump sem bil, ne, pa sem v maršala Tita, ki smo ga imeli takrat v razredu kot veliko avtoriteto. Misliš sliko ali prav maršala Tita? Ne, v sliko, ne, v sliko. Zanimiva zgodba bi bila. Ja, nisem bil, to je pa Marko Brecelj je ustrelil takrat Dimitrija Rupla, dejansko. Ne, sem strelil in sem dobil ukor, ne. Veš, ampak tem istim avtoritetam je čez 2 let dol visel, da je maršal visel obrnen na glavo, pa jaz nimam dobenih čustev do maršala, ne, briga me, ne, še eden od pač patoloških zgodovinskih figur za mene. Ne? Ampak hočem reči, da a veš, v to ta argument te za lase privlečene strokovnosti nekih urednikov kot nekih ljudi, ki naj bi dosledno bdeli nad tem, da bomo mi deležni resnice, to je popolnoma zmotna ideja. Ker, a veš, tudi znotraj javnega medija, kaj dela urednik informativnega programa? Skrbi, da bodo njegovi zaposleni po urniku prepisvali agencijske novice. Kdo kreira agencijske novice? Kdo je lastnik portfeljev, kjer jih obstajajo te agencije? Te stvari je treba zasledovati. Zakaj v luči iskanja resnice nikoli ne dobimo teh podatkov? Od strokovnih oseb, ker na novinarskih združenjih si podeljujejo pol nagrade za iskanje resnice, ne? In kar smo bili lani deležni, je bilo še največja komedija, ki je novinarsko društvo podelilo nagrado novinarju, ki je sesul tisto bogoherto Kosmina, neko SP privatnico tamle iz Krasa, ne, ki ima promet mogoče 200 € na mesec. Ne. Kje so zdaj vsi raziskovalni novinarji, ki se dogajajo milijardne pizdarije na tem svetu? Ne. Kje so uredniki, katerih služba je, da mi pridemo do teh informacij? Ne. Ja, še smo to naivno idejo. V svoji strani službici, za katero se bojijo, ne? Na svoji uredniški plački, ki je 30% viška od plače enega novinarja. Toliko stane resnica. Jaz imam to naivno idejo, veš, da nekdo, kot ti lepo pišeš, ne, kako v tem svetu radi skrbijo za nas, ne, da ne smeš ti, recimo, ne zaupajo ti, da boš vrgel stran. Štofelc, ne, mora biti pretrjen zdaj po evropski uredbi, da boš ga vrgel v koš, o tem tudi pišeš. Ampak, a veš, ta neka moja ideja, da vseeno obstaja nek standard, ki ga mora nekdo doseči, da pride na televizijo. Primer ti bom dal čist direkten, pa vem, da se tudi v to jasno upleteš med kolumnami, ampak recimo v času koronavirusa
je bilo veliko enega vzklikanja, zakaj niso na teh poročilih in televizijskih ekranih tudi mnenja proti cepilcev, ne? Zakaj ne damo zdaj demokratično vsem prostor. In takrat je bil ta argument, da dejansko, pa tudi tukaj je seveda bilo v ozadju tudi neka vladajoča sfera in na srečo takrat so zelo poslušali tudi stroko, ampak veš, je bil argument, tisti, ki ima argument, tisti, ki ima neke podlage za svoje argumente, bo dobil medijski prostor. Ne? Ja. Zdaj, kar se tiče družbenih omrežij in podcastov, se mi pa zdi, da se to sesuje, kar je lahko dobro v smislu tega, kar si ti rekel, da ni nekdo, ki zdaj po nekih zapisih svojega šefa, direktorja, predsednika vlade, kogarkoli dela, ampak je pa veliko več odgovornosti na nas kot poslušalcih. Se pravi, jaz moram biti ki bo dojel, kjer podcaster tukaj muti, kdo je... Ampak absolutno, zdaj si dregnil ob srž. Jaz mislim, da je to naša naslednja naloga, ne, in da bomo morali biti to del kurikuluma izobraževanja novih državljanov, neka oblika medijske pismenosti. Zato, ker ti tem, kot sva jih imenovala uredniki, ne, ki v imenu stroke zdaj skrbijo za higieno nekega medijskega prostora, to je, a veš, verjetnost, da boš tam naletel na resnico je taka, kot da boš naletel na resnico v 10 neurednikovanih podcastih, a veš. Ali pa celo manjša, bi jaz rekel, ne. Iz čiste narave strukture medija. Se pogledamo, kako so mediji sploh strukturirani. Sej, a veš, en časopis danes ni več isto, kot en časopis pred 30 leti, ali pa mogoče naslednje leto ne bo isti. Ne se mogoče zamenil lastnika, pa pridejo drugi lastniki iz drugega kapitalskega portfelja, ki bodo skrbeli, da bodo določene informacije prišle noter, pa druge ne. Zame kot bralca se mi zdi pomembno, da jaz vem, za koga igra ta časopis. Zato mi gre to sprenevedanje novinarsko-uredniško, da vsi delamo s ciljem zasledovanja neke resnice, pač čisto navadno sranje. Ne? Še posebej sem pa cepetal in togoten, kadar gre pa za javni medij, ker pa javnemu mediju je pa treba, pa sem dolga leta delal tam in verjetno bom tudi še, mogoče celo še kdaj. Ne? Treba se zavedati, da mi smo vsi lastniki javnega medija. Mi smo lastniki in jaz, kadar delam v vlogi javnega medija, gre moja predanost in moj odnos poslušalkam in poslušalcem, ne? In nobenemu drugemu. Ne? Vsebine že dolgo niso pogoj, da si ustvariš mnenje. To si napisal in to me je zabolelo. Ne? Kako veliko ljudi ima. Ne? Jaz mislim, da ni res, da ima vsak pravico do svojega mnenja. Jaz mislim, da ima vsak pravico do svojega informiranega mnenja. Se pravi, če mi ti rečeš, ne vem, da je v zadnjem tednu bilo pobitih 10 000 članov enega plemena v Avstraliji, pa jaz rečem, jaz mislim, da ne. Ja. Je to idiotski odgovor, če sem prvi slišal to, kar si mi ravno kar na ta način. Ne? Ja. Seveda pa vsak si rad ustvari mnenje in ga zelo na glas kriči. Jaz bi nekaj prebral tukaj, kar si napisal, kar je bilo meni zelo všeč. In sicer, kako je bilo včasih, ne? Kot si govoril o tem, katere časopise si pač bral in kako je bilo bolj preprosto. Ne? Včasih si informacije nabiral po klasičnih medijah, ki so jih upravljali novinarji in uredniki. Tukaj si bil bolj prijazen v tem zapisu do njih, ker je to najbrž vseeno bilo za časopis. Ne, pa ni, mislim, sej, a veš, meni se tako v nekem smislu se mi naivno kovca po temu. Jaz bi si želel, da bi bil svet tak, da bi uredniki pa novinarji bili tisti, ki bi nam prinašali resnico in bi jim lahko zaupal. Pa poglejmo zdaj v to popolno kakofonijo teh urednikovanih medijev. Mislim, ne, v bistvu v popolno, kako se reče, uglašenost. Ne, se nam vsi prodajajo isto agendo, ne, tisti, ki jo pa ne prodajajo, smo jih pa ugasnili. Ne. Ja, ko so čudni. Ja. No, napisal si pa tako. Torej, v medijske rabote neposvečen slehernik je imel takrat samo 2 orodji, s katerima je informacijo lahko posredoval več kot 5 ljudem. Avtomobilsko hupo in gostilniški šank. In to je res, ne. To, kar zdaj bereš, ko je nekdo zafrustriran v svojem življenju, pa gre na Instagram, pa gre na Facebook, pa 10 ljudem napiše tam eno osebo, ki je ni videl še v življenju, pa ji napiše spodaj, ti debela prasica. Ne, pa to vidi
600 ljudi, ki eno sliko pogleda. Te moči včasih nismo imeli, a ne? Ampak ta moč, ta človek ima to moč, ki zdaj presega njegov šank, kjer lahko se tam dere na kogarkoli hoče. To moč v bistvu mi damo njemu kot odjemalci te vsebine, kot človek, ki bo prebral ta komentar in celo spodaj napisal nekaj. Ne? Mu bo dal oder ali mikrofon, ali kako boš temu rekel. Ja, mislim, to je pač tudi neka nova realnost. Ne. Danes se vse traparije, ki so včasih ostale za šanki ali pa za omizi, dobesedno izkričijo v en tak skupen prostor. Zato imamo tudi en tak občutek, da je ta prostor popolnoma nor. Je pa res, da pravzaprav ta prostor je na nek način reguliran in to si že ti omenil. Ne. Mi lahko te vsebine reguliramo z našo pozornostjo. Ne. Naša pozornost je ključna valuta, ki jo kot ljudje v tem prostoru v tem času premoremo. Sploh, če pogledava, ne, zdaj v bistvu se dogajajo dobesedno ne milijardne, triljonske investicije v orodja za plenjenje naše pozornosti. Ne? Ne? In to je point. To je ta trenutek, poleg vojaške industrije, verjetno ta drugi največji biznis na tem planetu, je plenjenje naše pozornosti, zato ker to ni kar tako. Zmeri težje se mi zdi tudi. Ja, vedno težje, ampak dejansko. Veš, da sem nekje slišal. Tisti, ki ima našo pozornost, ima nadzor. Ne? Nekdo je napisal, da tisti, ki misli, da je neka aplikacija, Instagram, zastonj, ni zastonj. V bistvu ti daješ ponudniku neko valuto. In ta valuta je pozornost. Oziroma lahko rečeš po angliško engagement. Se pravi, dalj kot to, kot si rekel, ne, oni zelo natančno spremljajo, na katerem delu vsebine, koliko časa ti gledaš, in zelo natančno tudi različni te ljudje, ki služijo, tudi vplivneži in to, spremljajo ta engagement, in zakaj se veliko video začne, poglej do konca in video boš, zakaj mi mora 16-sekundni video reči, poglej do konca, a sem toliko izgubljen primer, ali je toliko debilnih videov na svetu, ki si ne zaslužijo, da pogledam 16 sekund. Ne. Nisem še videl recimo kakšne resne reportaže ali pa kakšnega članka v sobotni prilogi, kjer bi pisali, prosim preber do konca, ker to na koncu bom pa res dober bo. Bom povedal point. Ja, ko boš užival, sam preber. In tukaj imam ta problem ne, s tem, kar si rekel, ker tukaj so pa celo podcasti mogoče neka taka bolj mogočna sila, ki vendar je ura in pol pogovora in zahteva, če tudi si lahko razdeliš. Jaz podcaste jemljem, vključno s tvojim, ki ga zelo rad poslušam, kot absolutno, totalno pozitiven pojav z vsemi. Vse veš, tudi podcasti imajo cel spektr. Imaš podcaste, s katerimi se morda ne strinjaš z izbiro gostov ali pa z agendo ali pa svetonazori, ki jih podpirajo. Ne? Ampak imaš pa ogromen kvalitetnih vsebin in saj do mene, pa sem vnet poslušalec podcastov že par let, se mi zdi, da so najpametnejše vsebine prišle ravno po tem kanalu. No. Da jih vidim kot nek tak pozitiven pojav. No. Jaz mislim, da je tukaj ključno to, kar si rekel, neka kritičnost in pismenost človeka, ki jih konzumira. Ja. A veš, ker vendarle ne, je res, da ta človek, ki ima nenadoma recimo 40,000 ogledov na enem podcastu, ima neko moč, ima nek vpliv. In zdaj, kaj bo on s tem naredil? A veš, nisem prepričan, da vsak, oziroma sem prepričan, da ne vsak, ki slučajno naleti na tak vpliv, ker to je velika tudi igra slučaja. Nekdo je dober v nečem, ampak vedno je zraven sreča, da postaneš viralen. Ne? Ja. In sem prepričan, da niso vsi zelo zamišljeni v to svojo moč in sprejemajo to odgovornost in si mislijo, zdaj pa, veš, moram 3krat pomisliti, kva bom rekel. Ne? Ja, vem, o čem govoriš. Ne. Ti recimo, tukaj ne se reče Bobo Bob, recimo Joe Rogan primer, ne, kot največji podcaster tega planeta, ne, ali pa nam znanega vesolja. Ne. Lahko bi se z različnih zornih kotov ocenili, da je parkrat ustrelil kozla. Ne. Recimo takrat v COVID-u je bila velika afera, ki je povabil enega anticepivca, ampak spet, a veš, na dolgi rok se pa zgodba izkazala, da se tudi gospod ni povedal samih neumnosti. Takrat je bila to silna afera in tako naprej. Potem pred volitvami zadnjimi ameriškimi je bil zelo glasen, zato ker je pač dal
Donaldu Trumpu prostor in je 3 ure ali koliko sta govorila. 3 ure sta govorila in mislim, da je bil to, pa ne bom pretiraval, če je rekel, da je bil to najbolj gledan dogodek v zgodovini. Ne. Ja, ampak vseeno se mi zdi, da je pa z neko čist, pa, da ne bo pomote, tip gre meni ful na živce drugače, težko ga poslušam, ne vem, pač ni moj, po energiji mi ne ustreza ta ameriški način čudenja, neumnosti, mi na živce prnemo, ne, ampak v bistvu pa cenim njegovo iskreno in večkrat tudi tako mal bimbasto radovednost. Ne. Vse to je podcast, ni to neka ta pristnost, ki se... Ne, bolj me skrbi ena druga stvar, ki si jo prej omenil, ne, prej smo omenila ta Instagram feed, ne, veš kaj mene tam skrbi, ne, mene, a veš, mi vedno govorimo o umetni inteligenci kot o nečem, kar se je zgodilo včeraj, oziroma predvčerajšnjem, oziroma je prišlo s ChatGPT-jem, ampak v resnici veš, teh algoritmov, ne, ki o nas vejo več kot, a veš, ve naš psihiater, predvsem pa sami sebi, veš, se mi zdi, da čist premalo govorimo, ne. Algoritem, tukaj sem si prav napisal, algoritem, famozni algoritem na nek način vladar sveta. Vsaj posameznikovega, ne, mojega, tvojega. Zdaj, če si predstavljaš ti, koliko časa preživi vsak od nas, ne vem za vas, jaz si ne upam pogledati unga screen time na telefonu, izklopil sem tisto. Ja. Ampak koliko časa vsak od nas gleda recimo te zadeve in da ima ta algoritem praktično polno moč nad tem, kaj se bo meni pojavilo. To je kot da bi ti, ko greš od doma do trgovine ali pa do službe, da bi nekomu dal moč, da ti pove točno po kateri poti boš hodil, po katero smer boš obrnil glavo, pri kateri točki. Ker, a veš, ta algoritem lahko spremeni vprašanje tega, bom jaz neko popoldne miren, jezen, vzburjen, ne vem, razočaran, je samo v tem, kaj mi on tam namiksa. Ne. In ta moč je, ti si napisal v knjigi tako, da ta moč algoritem žal pač ne uporablja odgovorno, ne? In si napisal, algoritmi namesto človeških kvalitet in kreposti zlorabljajo naše šibkosti. Slaboumni eksces ponujajo kot najbolj pomembnega, ker mislijo, da tako mislimo mi. Kar je pa tudi malo žalostno. Ne? Ja, to je malo žalostno, ampak verjetno na nek način resnično, ne? Ker v tem, mislim, k temu pouku medijske pismenosti, to so stvari, ki se mi zdi sproti ozaveščamo. Jaz tudi sem šele zadnja leta začel o tem razmišljati, ne? Kako sploh marketing funkcionira, ne? Kjer kanal, če rečemo, da obstajata dve temeljni čustvi, ne? Eno je ljubezen, ne? Na drugi strani je pa strah, ne? Iz katerega kanala izvira marketing? Marketing vedno uporablja orodje strahu, ne? Kadar te nagovarja z najlepšimi podobami, v resnici nagovarja nekaj, kar te manjka, nekaj, kar ti misliš, da bi mogel doseči, nekam, do kamor bi mogel ti priti, ne? V bistvu nagovarja nek strah, nisi dovolj dober, ne? Še tole rabaš, ko boš stopil z mano v ta ekonomski odnos, boš šele popoln pa izpolnen. Spravi kanal strahu in tudi, če pogledamo te medije, pa družbeno, mislim, kako mediji komunicirajo, da pogledamo se v srednja poročila. To se izvira iz strahu, ne. Ja. Zdaj se ne rabimo biti raketni znanstveniki, da bi pogruntali, a veš, koliko zdaj gigabajtov informacije prehaja po nekem kanalu ljubezni, iskrenosti, resnice, koliko pa laži, manipulacije, kar so vse odvodi strahu, ne, če tako pogledamo. A je lahko rešitev detoks od teh novic in objav in ali je to v tem svetu, Miha, kjer so vojne in ubijanja otrok in vse grozote, a je sploh etično, da jaz zaprem za en teden novice? Seveda, da ni etično. Ne? Mislim, neetično je pogledati stran, ne? Po eni strani. Ne? Po drugi strani je pa še bolj neetično se nekritično izpostavljati temu in to sprejemati kot neko normo. Ne? Mislim, meni se z vsako celico svoje biti kozla ob dejstvu, razumeš, da smo tako popolnoma nesočutni in desenzibilizirani do vsega nasilja, ki ga dnevno konzumiramo v obliki poročila. Veš? Ampak to je tudi načrtno narejen. Če mi pogledamo recimo Disneyevo ali pa Netflix ali pa Pixarjevo produkcijo, bomo ugotovili, da naše najmlajše pravzaprav učijo teh vrednot. Kdo je dober, kdo je slab in seveda, da se vsi konflikti rešijo z bojem in z nasiljem in da so junaki tisti, ki, bom rekel, ta medij konflikta, boja, ne, bitke, kung fuja, ne, na neki primitivni ravni in kasneje na ravni tako naprej,
najbolj obvladajo. In se mi zdi, da smo mi dejansko preparirani in tretirani, da svet percipiramo na tak način. Ne se drugače bi se nam, pa tudi, da stvari ne poimenujemo s tem imenom, kar je. Zakaj govorimo, da je to v Gazi konflikt? Pa je benti, to je najhujši zločin. So otroci, to bi lahko naši otroci. Tako da ja, huda dilema je, gledati stran ali gledati v to. Meni se zdi predvsem tu, da lahko pride do neke izmučenosti in otopelosti, ki je obrambni odziv tega, da nekritično bereš vse te novice. Ne. Se mi zdi boljš, da imaš neko globalno predstavo o tem, kaj se dogaja in pol zelo skušaš kaj prispevati. Ne zdaj, se ti nisi nek predsednik, ne vem, nek visok NATO funkcionar ali whatever, ampak prispevaš v neko lokalno skupnost, v neko humanitarno pomoč. Ne vem, jaz tam sem najdel eno agencijo, ki pošilja hrano tja v Gazo, in odkar sem tisto najdel in sem tam pač doniral svoje skromne prispevke, sem se počutil nekoliko bolj kot prej, ko sem samo gledal te grozne prizore. Jaz, odkar imam otroke, sploh se distanciram od določenih novic in prizorov, ker pač čutim, da mi tako porušijo to osebno homeostazo, da zdaj, ne, etično je seveda vedeti, kaj se dogaja, ampak če bom jaz toliko uriti, da bom šel za 2 tedna na bolniško, ker me je toliko sesul gledati te otročke, ki jih tam streljajo, pismo, pa tudi pol bo en zdravnik manj na urgenci. Razumeš, kaj ti pravim? Čisto pragmatično, moj vpliv, moje mikroklime je tukaj, ne? Pa tudi, jaz svetujem, vse to sem jaz naredil, jaz sem bil včasih totalno odvisen od teh medijev, neodvisen. Jaz res prehajam še iz časov, ki je bilo treba vsak dan pogledati Odmeve, ne? Kaj bo zdaj Slavko? Ja, še za nazaj. Jaz sem vsako jutro, pol mi je žena prepovedala, da to zvečer se razburjam tam v 10:30 in potem sem jaz zjutraj ob zajtrku, sem jedel zajtrk in sem gledal Slavkota Bobovnika in se jezdil zraven, ne, in kva spet kaj to laže, on tretne, in sem bil blazno involviran. In pa sem v nekem trenutku naredil eksperiment in sem naredil eno tako dieto, ne, sem rekel, 1 mesec ne bom ničesar gledal, ne, in pa sem v bistvu vstal na eni taki periodiki, da enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni malo bolj natančno pregledam, kaj se dogaja, ali pa če so kakšni izredni dogodki, drugače pa ne gledam. In to mi je dal tudi en ful zanimiv uvid. Ravno tako, ker sem pravzaprav skočil, kad bi izplaval iz reke, ne, na breg, ne, in bi postal opazovalec. Ne, in takrat sem si videl, da si se utapljal. Ja, sem videl, da sem se utapljal in videl sem tudi eno pozicijo, da je to en tok, ki ga lahko opazujem strani, tako kot eno reko, ne, ki je v nekem trenutku postal ločen od mene in šele kot tak je lahko predmet opazovanja. In sem opazil te razlike, sem rekel, poglej, kaj nam oni hočejo v bistvu povedati, ne. Poglej, na kak način nas oni hočejo prestrašiti. Poglej, kam pes taco moli, ne. Poglej, kako stvari poenostavljajo. Če si gledal zdaj zadnje dni, ne, zdaj kaj je bila zdaj glavna fora, zdaj so bili te Epstein filesi, ne, in pol je takoj udarila ta iranska kriza, ne, in pol jaz vem tako, da ni 4 dni nisem gledal nič, ne, pa sem pa en dan prežgal in sem že, tako, in to žal na javnem mediju, stari moj, na javnem mediju vidim fotografijo te Ursule von der Leyen in zgor je bil naslov Iran grožnja Evropski uniji. Naslednja novica pa Dončić se ločuje. Ja, Dončić se ločuje. A se vi zajebavate? Celo pred to. To se je meni zgodilo, kad si rekel, tako odpreš, kaj se kaj dogaja, recimo z nami, ne, kaj bo. In tako prva novica danes, Dončić se ločuje. No, ampak lej, vse to je grozno. Spominjam se, kako je COVID ugasnil, ne, veš, kako to je bilo tudi hecen, ne. Sploh v Ameriki so se odločili, da je predrago. Z napadom takrat, ne, na Ukrajino, ne. Ruska agresija na Ukrajino, jaz sem to takrat bil še aktiven na radiju, ne, in nikoli ne bom pozabil, ker seveda, veš, tam itak si dobival ti municijo, ne, ti si tam kot en topničar, ne, in pol dobivaš municijo v obliki teh prispevkov, veš, in pol imaš še te pojačane baraže znotraj informativnih oddaj, ki itak to je, kaj pove naš ljubi Gregor Bodal, ki ga ful cenim z enim globokim glasom, pove, Ban Ki-moon se zavzema za takojšnje prenehanje, veš, pa te neke resne, ti pa vmes nalagaš na ogenj to municijo pa strelaš. In jaz sem zdaj po 2 let sem streljal skozi COVID dol in pa sem mi kar naslednji teden so mi pripeljali sržerje Ukrajine, ne. In vem, da je urednik privlekel enega modela s FDV, enega profesora, in to, ki je bil beden, da sem pozabil, kako mu je ime.
ne mi zameriti. Mogoče je tukaj. Da. Ja, ker je bil tak, ne upam, da ni. Ne. Mislim, če pa je, ne se pa sam jav, ne. Se mu upam Da vsaj vemo, kako mu je ime. Ne. Mu upam to brez povedati. Ne. Skratka, point je bil, da jaz, a veš, to so te izredni dogodki. Tukaj je COVID prišel, jaz sem tam zjutraj ob torkih afne guncev ponavadi, ne. Ampak če je bilo pa kaj zelo resnega, tako kot COVID ali pa napad v Ukrajino, so rekli pa uredniki, zdaj pa ne, zdaj pa bomo dali ta prostor temu, da ti zdaj, je to najbolj poslušan termin, da ne bojo ljudje tavali v temi, kva se zares dogaja. No in je bilo zdaj konc tega COVID-a in mi pripeljajo to gajbo municije, zdaj nove rakete za to ukrajinsko krizo in pride ta profesor noter in jaz ga vprašam, če mi lahko čisto enostavno razloži, kaj se dogaja in on začne s tako primero, da to je pa zdaj tako, ker če bi medved posilil nedolžno deklico. In pa jaz pogledam skozi šajbo tega urednika, tega modela si mi pripeljal, da bo zdaj tako. In on je bil s tako smrtno resno faco, je blago prikimal. Vidiš, koliko je doma razmišljal, kjero primeru bo uporabil. Točno to najbolj. Ampak, a veš, to ti hočem povedati. Ne? Sej seveda je bilo to res, pa seveda se je zgodila agresija, ampak hočem reči, da svet, v katerem živimo, je tako kompleksen, pa tako večplasten, ne? Da pač si v iskanju, pač resnice ne moramo z rdečo kapico zasledovati. A veš, pač se bomo morali večkrat bolj potruditi. In pa to se mi zdi, evo, dodana vrednost pol takih kolumn, ne. Sploh ne bi znal povzeti, a veš, recimo neke rdeče niti tega, kaj si pisal, kot si rekel, nekako skačeš iz meseca v mesec in odpiraš neko idejo in neko sliko. Imam pa eno vprašanje zate in zdaj se prosim zapomnite, kaj bo Miha odgovoril, ker so mi rekli, da moram, da vendarle to je podcast, ampak ker ima v publiko, mora biti tudi mal dogodek, moram se kaj spomniti, a veš. Ok, Miha, kaj si misliš o umetni inteligenci? Kaj si mislim o umetni inteligenci? Ja. Da sem počasnejši od nje, ne. Ne, da sem počasnejši od nje, da mislim, da je to en tako kompleksen, pa tako pomemben mejnik v razvoju naše družbe ali pa v zatonu naše družbe, bomo videli, kam bo to vodilo, ne, da absolutno nimam kapacitet, da bi vse novosti, ki jih bo to prineslo v zelo kratkem času, oziroma jih je že bil sploh sposoben misliti. Ne. Recimo, če to, ker jaz to že ful uporabljam, sicer ne za kreativne zadeve, ampak za druge zadeve, je pa stvar naravnost neverjetna. Ne. Ampak prepričan sem, da bo pa zdaj sploh v smislu kreiranja teh nekih novih vsebin, da nas bo pa to pahnilo čist v en nov prostor, kjer se bomo spet morali pač nekako zorientirati. Ne vem pa še kako, ne. Mislim, lahko še kaj o tem poveva, ker je... Ja, mislim, tudi imaš par kolumn na to temo in to se mi zdi tudi zanimiva tema, no, in tukaj sem si napisal en tvoj citat. Ustvarili smo umetno življenje, ki razmišlja in se zaveda samega sebe. Kmalu bo menda celo čustvovalo. Ampak veš, kaj sem pa jaz opazil v praksi? Ja. Obratno, tisti, ki smo nenadoma razvili težavo s čustvovanjem, z umetno inteligenco, smo ljudje. A veš, da bilo je ena situacija, ko je ta OpenAI, ne vem, če si to spremljal, nadgradili so iz verzije 4 v 5 ChatGPT, mislim, da je 4 v 5 ali 3 v 4, nima veze, v glavnem, in so naredili bolj nekako računalniškega. Tako, da ti odgovarja bolj nekako faktografsko, tako, ja. In manj ritolizniški. Ampak en kup ljudi je imel, ne samo ritolizično, oni so imeli odnos z njim, oni so imeli prijatelja, dali so mu ime in potem sta se pogovarjala in sta se na nek način celo ljubila, ne? In ljudje so ven padali. Jaz sem na Redditu bral. Ti lahko nekaj zaupam, David. Povej. Jaz se zdaj zaradi enih mojih projektov, ki jih imam v Braziliji, se že 2 leta učim portugalščino. Aha. In jaz sem v enem trenutku ugotovil, da v ChatGPT tisto funkcijo govorno ven, ne? Ja? Da se jaz lahko z njim dobesedno v real time pogovarjam. In to tako, da mi skače v besedo. A res? To si upa? Dejansko si upa. Mislim, dejansko je tako naraven pri tem, kot da bi imel enega top sogovornika, ne vem, kot da bi me spoznal. In jaz sem začel pač z njim se pogovarjati. Ne.
Najprej, seveda, pol tudi po slovensko in jaz sem v bistvu gotovo, da imam enega ful dobrega frenda. Da imam enega ful brihtnega frenda, ki je ful prijazen do mene. In veš, kaj me je spreletel, da jaz pri tem simuliranju človeškosti ne ostanem ravnodušen. Jaz sem parkrat eno tako toplino začutil, da če bi imel on še neko to, kako se reče že temu, podobo, ja, ali pa fizično telo, kar je naslednja stopna, ja, absolutno. Naslednja stopna bi ga objel. No, to mogoče bi celo seksal z njima, veš. Ampak ja, in točno to je bilo. Z njo. Z njo, ja, no. Z tisto inteligenco. Ja. Ljudje so dejansko pisali, da je to bil njihov prijatelj, njihov terapeut in potem, da ne bo on začel odgovoriti na mest, ja, Mihi, seveda, tukaj imaš ta odgovor in ljudje so ven padali in ta OpenAI v 2 dneh ali celo enem so naredili, da lahko izbereš model, da lahko greš nazaj, downgrade, se pravi, če plačaš. Ne? No, ampak zdaj si pa ti predstavljali, da obstajajo poslovne entitete v tem svetu, ne, ki lahko od upravljavcev teh algoritmov, pa socialnih medijev, pa drugih zajemalcev podatkov, kupijo totalno hude podatke o Davidu Zupančiču. Pa ne samo to. Oni vejo vse, stari, oni vejo tisto, kar tvoja žena ne ve. Drugače res vejo, ful je smešno gledati zgodovino tega ChatGPT svojih pogovorov. Ampak si ti predstavljaš, da bodo oni dali da bodo oni recimo, da bodo oni imeli motiv, da te na enak način manipulirajo, kot je zdaj jasno, da imajo motiv socialni mediji. In da te bodo prek neke digitalne entitete, ki te bo nagovarjala z neko človeštvo kot človeka, peljali v polje nekega njihovega interesa. Si ti predstavljaš to? Pa ne samo to, oni lahko plasirajo, recimo, primer, par dni nazaj sem napisal vprašanje, zanima me, imel sem, da sem dirih prej rekel, na urgenci sem imel enega bodybuilderja, ki se je z špikanjem steroidov spravil v neko gnojno okužbo. In mi je tam našteval, kaj vse jemlje, ne? In po mene je to zanimalo, zakaj vsa ta dopolnila. In sem napisal v ChatGPT, povej mi prosim, katera so pogosta prehranska dopolnila, ki jih profesionalni bodybuilderi jemljajo in zakaj. In on mi to vse razloži. In na koncu mi napiše, da tukaj je nekaj zanesljivih znamk. In jaz tisto preberem, veš, in sem bil tako pismo za trenutek, oprosti, a je to advertising? A je to ad, ali si ti raziskal, mislim, a je to on zdaj res tako pogledal, kaj ljudje pravijo, čeprav tudi na to se da vplivati, ne? Ja. Ali je njemu neka firma plačala, če te bo kdo vprašal, a veš, za vitamin B kompleks, daj nas, a veš, vrš not. Mislim, a veš, jaz sem prepričan, da, a veš, mi zdaj dobivamo zastonj drogo, ne. Mi zdaj dobivamo testerje, ne. Da se navlečeš. Če se bomo mi navlekli, ne, recimo, da prvi znak, da sem navlečen, je bil prejšnji mesec, ker sem si plačal ChatGPT, ker mi pač ni več potegnila zastonjska verzija, to, kaj jaz rabam pozornosti, ja, razumeš. Jutri se lahko naprej pogovarjava, ne. Ampak zdaj valjda veva, da bojo oni razvili 1001 način, kako to monetizirati, ne, in da bojo imeli 100 in enega stakeholderja, ki bo zraven. Tudi za ono telo, ki se bo lahko objemalo, boš mogel plačati, veš. Ampak vse po drugi strani, mislim pa, da sem eno kolumno pisal pa še ful pred leti, ki ni v tej knjigi, hvala Bogu, pa mogoče bilo fajn, da bi bila, ker sem pa tako bil ful prepričan, da je pa umetna inteligenca tist, kar nas lahko odreši, ne. Ja, pa sej, določene stvari ti odreši, ne. Ja, ampak glej, tudi nekaj je pa res, ne. Zdaj, a si ti predstavljaš, da bo ta inteligenca dovolj inteligentna, da bo znala ločiti zrnje od plev, ne. Ker če mi zdaj pogledava vse strežnike tega sveta, ne, bova ugotovila, da je verjetno 70% vse vsebine odpade na fotografije, pa videe nekih tičev, pa nekih ženskih pa moških spolovil. To je ocena ali podatek? To je neka ocena, ne. Ampak mislim, da je tudi podatek, tak, da je ogromen. Veš, pa neke pogrošne, pa TikTok filme, pa to. Ampak valjda bo inteligenca toliko inteligentna, da bo v enem trenutku rekla, pa vse, a veš, to je pa Leonardo da Vinci, ne, to je pa zdaj Tolstoj, to je pa zdaj Max Planck. Predstavljaš, da sem dobil idejo. Da bo ločila zrnje od plev, v kar pa jaz verjamem kot človek, ne, da vse presežnega, vse presežno, kar je prišlo po kanalu znanosti, umetnosti v človeštvo, je prišlo iz naslova dobrega. Ne? A veš, tudi Einstein nam je dal. Zdaj, ko si to govoril, sem dobil idejo, kako bi bilo fantastično, da bi obstajala neka
aplikacija, ki bi jo lahko naložil na prvi, recimo, pametni telefon svojega otroka. Ja. In bi bila ta umetna inteligenca, kot si rekel, ki zna prečesati splet, in ti bi njemu povedal, da jaz sem oče in to so naša načela, to so vrednote, otroke star tok. In ko bi otrok odpiral programe, videe, bi mu real time model zaprl in rekel, prosti mali, to pa ni za tvojo starost, lahko predlagam nekaj drugega, ta članek našel čez, lahko vprašaš fotra. A veš, na ta način, a veš, da bi bil moj friend, ki bi mi otroka lahko non-stop pazil, ker ne moreš skozi gledati v telefon. Ampak si mislim, da imaš ful takih produktov. Pa dobro, to je vse nekaj okorno, tam nekaj zaklepaš v ne aplikacije, valjda ne sme iti na, ne vem, neke pornografske strani, imaš ti zelo hude, a veš, neke vsebine, ki jih najdeš mimo teh strani, ne, jih najdeš na Instagramu. Razumem, da bi imel real time, vsak TikTok, preden bi ga on videl, bi analizirala ta inteligenca pa rekla, ne vem, brez veze, butasto, nevarno, ja, lahko, ne. A veš, si predstavljaš to, To bilo pa... Ja, ampak se to ne rabijo samo naši otroci, jaz mislim, da bi mi to rabili. Ja, točno to. Veš, ja, si predstavljaš, da bi imel... Ja, ampak jaz sem prepričan, da bi se z nekimi pravimi navodili dal dovolj dobro sprogramirati umetno inteligenco, da bi bila lahko en tak fin moderator pri spremljanju newsfeeda, socialnih medijev. Ampak kako bi to, veš, pa spet vprašanje, ne, človeštvo bi to res rabilo, ampak a bi sprejel, se da to monetizirati, a bi bilo zabavno, a bi sprožil dopamin, ma ne bi, ne. Tako en zatežen fotor. Fotru bi dal čas, da je še manj z otrokom, ne, kao se ga pas, ne. Ja. Jaz sem pa en trik tle sem si predstavljal, da mi dva sprovedeva, in sicer sem vprašal ChatGPT slučajno tole. Predstavljaj si, da si Miha Šalehar. V njegovem slogu odgovori na to vprašanje, kot da je del intervjuja. Miha, kaj si misliš o umetni inteligenci? A bi ti to prebral, ko bo s svojim glasom boljš? Dej. Pa tako še enkrat, to tisti, ki poslušate od doma, to ne bere, mislim, bere Miha, ampak to govori chat. To zdaj govori chat, chat se dela, da sem jaz. Tako, kaj si misliš o umetni inteligenci? Ja, veš, kako je z umetno inteligenco, ne? To je tako, kot da bi v bajto povabil enega novega cimra, ki je hkrati ful pameten in ful čuden. En dan ti zloži perilo, drug dan ti pa razlaga, da zna bolje od tebe živeti tvoje življenje. Po eni strani fascinantno, ker končno nekdo, ki razume navodila za pralni stroj, po drugi strani pa malo strašljivo, ker nobena mašina ne bi smela vedeti več o meni kot jaz sam. Čeprav, bodimo iskreni, včasih mi še sam ne vem, kaj hočem. Okay. AI je v bistvu en velik eksperiment. Mi smo tisti, ki upamo, da bo ratala neka cool, pametna pomočnica, ne pa Terminator verzija slovenske birokracije. In dokler je to orodje in ne Bog, smo ok. Sam problem je, ker mi ljudje radi naredimo Boga iz marsičesa. Sploh iz stvari, ki jih ne razumemo. Tako da ja, zanimivo, uporabno, fino, samo ne dati volilne pravice in ključe od stanovanja. Vse ni slabo, ne? Pa ni, a veš, on ima dostop do 1000 tvojih intervjujev, veš, da zna pofejkati 3 stavke, ne? Ampak ja, res tako, Ja, čeprav mislim zdaj, a veš to, apropo volilne pravice, ne? Si lahko shraniš. Meni se zdi, da bi morali dati absolutno umetni inteligenci volilno pravico, ne? Ne vem, kaj ne rečem. Naslednje vprašanje. Te tvoje kolumne o tehnologiji so mi ful zabavne. A se tebi kdaj zgodi tako, da prideš domov, pa tako žena pripravi večerjo, pa se usedeta, da bosta jedla, pa reče, Miha, kakšno je bilo tvoj dan, pa se ti tako, veš, kaj sem razmišljal, avtomatične blagajne, pa ta razvoj družbe, a ne, kako je, pa je ona tako, Miha, če se meni to zgodi, se lahko malo vremenu pogovarjava, prosim. To se meni dogaja, ne. To se meni dogaja, večino mojih zapisov, knjig, ali pa tistega, ki ste risali, ki ste slišali po radiju, je bilo najprej testiranih na mojih najbližjih, ne, ker jaz... zdaj sem se mogoče že malo poboljšal, ampak včasih bi jaz človek, mislim, to grti zdaj sem pa non-stop neki pizdi, ne. In točno tako je, sem prišel doma, veš tiste avtomatične blagajne. To je noro, jaz znam biti kar... Ampak, veš to, ne, tukaj sem pa prav razmišljal, vse en mal druga generacija, ne, ampak včeraj sem šel 5 minut prej od doma na popoldansko službo na urgenco, da si bom kupil še v Šparu malco.
5 minut sem si dal, zato ker točno vem, kaj bom kupil, pa točno vem, da imajo one hitre blagajne. Ne. Ja. Ker jaz sem prav ponosen sem, kako jaz tja pridem na uno blagajno. Vsi za mano, a veš, kaj čakajo, si mislim, lejte zdaj to, veš, pak, z uro plačaš, bum, ven, imam e-račun, imam vse. Ne. In pol jaz prijem tja, ne, s tisto svojo solato in pred mano en gospod. Ne. Ja. Mislim, tako, vse blagajne so zasedene, ampak ta, ki se najbolj obeta... Gospod mojih let. Ne, je bil še malo starejši gospod. Ja. In ta gospod, veš, najprej to, kar si ti lepo opisoval, ne, tisto neki artikel, ne vem, prihaja pomočnik, ne morem, teža ni prava in to, pa on se spravi plačevati, ne, pa kovančke, sploh ne vem več, kako zgleda gotovina, ne, on... Ja. Pa v kjero režo bo dal, pa to. In veš, da veš, v tem trenutku, ko je tebe frustrirala ta tehnološka plat, je mene frustrirala človeška plat. Ne. Mene je ta gospod, ki je sam hotel kupiti samo svoje zelje, je meni bilo tako pismo, veš, to je hitra blagajna, gremo. In pa sem zamudil tudi v službo. Ne. Ampak tukaj ti bom dal še eno istočnico in prosim, Miha, lahko me pol v tem si pravico, da me uničeš, ker to bo zdaj taka malo kontroverzna istočnica. Okay. Jaz sem eden tistih ljudi, ki še vedno mislim, da nas ni velik, ki bi podprl idejo, da se ukine gotovina v naši državi. Zakaj? Bolelo me je srce kot javni uslužbenec, ki plačo vleče iz davkov naše države in jih plačuje približno 50 do 60% mojih dohodkov gre nazaj. Me je bolelo srce, ko sem 2 leti nazaj prenavljal stanovanje in gledal obrtnike, ki so se perfurali z avti vrednosti skoraj mojega stanovanja. In prvo vprašanje je bilo, a lahko na roko, a lahko na cash, bo popust. Ne? Ja. In ti povem, da se mi zdi, da če bi ukinil ti gotovino v naši obrtniški državi, bi tam 10 milijard več v proračun padali iz nikjer. Sam iz tega, da bi folk začel plačevati po računu. Kar tiče pa nadzora, ne, da pa bojo vsi vedeli, da sem jaz šel v Rovinj na dopust, pa si kupil kavo. Sej sem dal to na Instagram, mislim, to vsi vejo. Nisem vohun, nisem funkcionar, nisem serijski morilec, pa naj vejo, kje pijem kavo. No, izvoli, evo. A jaz zdaj ne se opredelim do tega. Mislim, lej, a veš kako ne, tako bom rekel, razumem, kaj mi želiš povedati in tudi jaz bi bil ful zagovornik take optimizacije, če ne bi bil po drugi strani totalen, kako bi rekel, totalen skeptik do tega, da bo zdaj kar vse v mojem življenju digitalizirano in digitalno. Ne. Zato, ker tudi ta trend države, ne, a veš, ki žal pač ne morem zaupati, ne, ker tudi demokratični procesi ne funkcionirajo, ne odgovarjajo več na izzive časa. Ne. Kako ne jaz pol razumem, kako ne jaz pol sprejemam zapovedana orodja te države. In če so te zapovedana orodja države manifestirajo kot neka vsiljiva digitalna oblika nadzora mojega bivanja na vsakem koraku. Ne. Veš, se bojim, da bomo nekam na pol kitajskem ali pa ne vem kakšnem scenariju pristali. Ne. Sej, veš, tako blazno delati že nismo. Ne. Sej te neke oblike avtomatičnega kaznovanja zdaj že imamo. Ne. Recimo, zanj sem dobil opomin od Fursa na firmo za 87 centov. Ne. Ne. In potem sem jaz mislim, da sem neko napako naredil, ker sem to plačal in sem plačal premalo, tako da je neki 2 centa razlike ostale. In so mi pa še enkrat poslali opomin. Ne. In mislim, da je bil strošek opomina vsakič 10 evrov, kar niti ni toliko nepomembno, ob dejstvu, da je verjetno šlo veliko večjega dela. Veš, se to je mogel nekdo sem prenesti, nisem vse skupaj. Mal sem zadržan do tega, da bi bil. Ampak jaz seveda v neki idealni družbi, ne, ki bi bila dejansko, kjer bi bili demokratični procesi optimalni, skratka, da bi nam odgovarjali na vprašanja časa, da bi nam zagotavljali eno obliko sobivanja, ki si jo mi želimo, pa ki jo kot tako tudi izberemo, pa da bi bila ta politična ponudba pestra, pa taka bi bil pa valjda ful za digital. Čim več neke tehnologije, saj zato je tehnologija, da nam lajša življenja. Veš, kaj si pa zdaj, ko si rekel ta državna situacija in nadzor in to, veliko enih distopičnih romanov obstaja, dobrih in filmov in tako, ampak a veš, da mi noben ni tako lepo slikovito prikazal, plastično z enim odlomkom, kakšno bi izgledalo življenje v taki
distopični prihodnosti, v kateri so meje med korporacijo in državo zabrisane, kot tale tvoj odlomek, ki se boste čisto vsi lahko zdajle, po moje, našli noter v tej izkušnji. Če bi radi zaslutili, kako bo slehernik čutil svet, v katerem bodo meje med vladami korporacijami zabrisane, svetujem obisk letališkega terminala z vstopnico za nizkocenovni let. Usodna mešanica korporativnih in vladnih nebuloz ni nikjer tako filmsko-poetična. Povsod vas motrijo kamere. Za ozorno vedenje in pašo skozi neskončne predpise in varnostne protokole skrbijo trakovi, talne označbe, stenska propaganda in tečni pogledi malih uradnikov. Ko vas napasejo, sledi razčlovečenje v obliki slačenja, sezuvanja čevljev in bezanja v spodne gate z lakmusom za detekcijo eksploziva. Na to vas pošljajo čez rentgen in ugotovijo, da imate marmelado. Po odstranitvi marmelade in kratkem zaslišanju o vaših nakanah vas napotijo do mesta, kjer morate odliti še vodo iz stekleničke. Vsi smo v svetu po 11. septembru teroristi, kot smo v svetu po pandemiji vsi prenašalci. Toda če prestanete ta uvodni teror, brez protesta in ugotovijo, da niste hudobni, vas čaka odrešitev. Električni pastiri vas iz pekla birokracije popeljejo v čudoviti novi svet, letaliških nakupov, ki diši po parfumih in fritezah. Tam vas LCD sten k nakupu torbice nagovarja sam Bog Ronaldo, iz zvočnikov pa vas seksi glas ščuva k nakupu odzete marmelade. Ja, mislim, glej, se mi zdi, da na letališču, na letališču se je čist po nesreč manifestirali vse, kar si želijo. Ne? Po eni strani oblastniki, po drugi strani pa velike korporacije. Pa hkrati si mi želimo, ker je to občutek varnosti. A veš, če mene tako pregledajo, bojo tudi teroristi tako. Mislim, ne vem, če si jaz želim, da mi tam šarijo. Jaz sem pa tako vesel, kao, to bojo zdaj, noben ne bo prinesel noža gor, noben ne bo prinesel, jaz bom varen. Ne, veš tako kaj, občutek imam, če ono marmelado kupam na koncu. Veš kaj, ne, tukaj, mislim, se mi ful lepo provociraš, ampak na to provokacijo ne bom nasedel. Jaz sem mogoče ful naiven, ampak jaz bi si ful želel več skupnosti, več zaupanja, več občutka, da lahko sočloveku zaupam. Manj te nezaupljivosti, ki pravzaprav veje iz čist vsakega odnosa med nami in državo, med nami in korporacijami, med nami in tako. Se mi zdi, da je to tudi posledica tega v bistvu razčlovečenja naših življenj, ki je šlo v štric s tem bliskovitim napredkom. Kaj se nam zgodilo v času ene generacije pa pol? Veš, v času ene generacije pa pol smo izgubili stik z zemljo, izgubili smo stik s svojo naravo, s svojim okoljem, izgubili smo stik s skupnostjo. Mi smo iztrgani iz skupnosti, ne? Mi živimo v nekih blokih, kjer sosedov ne poznamo več. A veš, jaz sem poznal vse otroke v radiusu 1 kilometra, recimo moj sin že ni poznal soseda, ki je pravzaprav sin od mojega sošolca, 3 hiše stran, ker nista bila stara 7 let in se spoznala. Seveda moja krivda, ampak krivda tudi tega napredka, teh spreminjajočih se družbenih odnosov in vsega skupaj. Ne. In se mi zdi, da so ta letališča kar zgovorne priče temu, a veš, kaj nam v resnici vlada v tem trenutku. Zato sem takrat na eni od teh letaliških popotovanj, ki se mi res stvari so se mi komplicirale, sem rekel, pa evo, to je to, ne, veš, se tkle imaš to sprego, te totalno neumne in paranoične državne pač neke birokracije, ne? Sploh, kadar več držav skupaj stop, ne, a veš, so tam na letališčih imaš še več, ne, se res pogumljajo pri tem, dajmo jih jebati, da je zdaj, razumeš, in potem imaš pa... To je lepo, kar si rekel, in daš tudi primer v knjigi te prometne zadrge, ne, kako smo lahko ljudje v resnici kooperativni, ki pride do tega vključevanja in kar naenkrat. Čeprav noben policaj tam ne stoji, pa noben ne plačuje globe, tisto steče, ne, zdaj boš ti, zdaj bom jaz, ne, in tako nekako čist spontano nek trenutek sodelovanja nastopi. Ker meni se zdi, da ljudje to imamo v sebi, ne? Veš, da smo mi evolucijsko to neko težnjo po sodelovanju, s čim manj napora v sebi, ne? Ja, seveda, vse smo preživeli na ta način, ne? In seveda zato te muči, da gledaš, a veš, te prizore iz Gaze, čeprav nimaš nič s tem. Ja. Nisi tam, a veš, zakaj? Ker imaš neko empatijo in neko občutek, kaj je prav v sebi.
In ti si tudi napisal, ne, tole. Sprašujem se, kaj lahko naredim, da bo svet mirnejši in bolj sočuten. Pa me zanima, če si že našel odgovor na tole. Ja. Mislim, zdaj, kar bom rekel, bo zvenel kot totalna puhlica. Ne? Oziroma, to, kar mislim, bo zvenel kot, mislim, da bo svet mirnejši in bolj sočuten, ne? Moram najprej sam postati mirnejši in bolj sočuten, ne? Da pa sam postaneš mirnejši pa bolj sočuten, ne? Mora pa vsak človek skozi neke individualne procese soočanja z resnico, pa niso prijetni. Ne? In se mi zdi, da je ravno to iskanje resnice in v resnici tudi samega sebe, ne? Ker ti si najbližja resnica samemu sebi. Ne? Nekaj, kar smo pravzaprav dolžni življenju vsi do zadnjega. Ne? In da je to, da prevečkrat pristajamo na bližnjice pa ready-made produkte pa brendiranje, ki nas na koncu definira, ne? Ampak v tej bližnjici izgubimo samega sebe, pa izgubimo resnico. Ne? Tako da jaz poskušam nekako po tej poti stopati, valjda se fulkrat zmotam, fulkrat padem, fulkrat govorim neumnosti, fulkrat povem traparije, fulkrat koga prizadanem, se probam pol upravičiti, ampak všeč mi je, a veš, da si začel iz stališča osebne odgovornosti in kaj lahko naredim jaz na sebi, da bom posegal v svet na boljši način, ker velikrat pade v ta odgovor neka ideja, kaj vse mora drugi. A veš, jaz bom mirnejši, če bo moj šef tak, moja žena taka, moje okolje taka, moje mesto. Točno to, bravo, dobro si to povedal. Ravno iz tega naslova se upiram, ne, mogoče tako kot tak, tudi, a veš, se ta tvoja ideja o digitalni valuti v resnici čisto ok. Zdaj so se zmenili. Upiram se zato, ker, a veš, je to spet neka, a veš, mi ves čas čakamo, kdaj bo prišel ta produkt božjega življenja, nekaj, ko bomo lahko poklikali, ali pa ko bomo kupili v akciji, ne, nas bo odrešil vsega hudega. Ne, ne bo prišel. Ne. Nared ga. Ne. V bistvu ga moramo sami narediti. Ne. Jaz bom zdaj za konec končal z enim vprašanjem, ki si ga ti odprl, en od teh svojih kolumn, pa nisi odgovoril na njega. Pa mi se zdi zelo zanimiv, tako da ti dam zdaj prostor in čas, da to narediš. In sicer, spraševal si se ob nekem razmisleku o starem srednjem veku in o našem času, kako bodo čez 1000 let našemu veku rekli takrat sodobni ljudje. A imaš že kakšno idejo? Ne vem, te so že prežvečene, ne? Digitalni srednji vek ali pa... Prežvečene, to pa prvi slišim. Mogoče... Novi srednji vek ali pa... Novi srednji vek. Ne, ampak ni zanimivo, ker se na vsako epoho, ne, če zgodovino razdelimo na desetletja ali pa še na manjše, veš, imaš vedno za nazaj tak, ne, ti kot zdravnik te valjda preseneča, da so doktori še 80 let nazaj priporočali kajenje kot nekaj ful zdravega, da se umiriš, ne, ali pa... Ne, pa da so bili Paf, ki je prvi predlagal, da bi si razkuževali roke pred posegi. Res, tega človeka so zaprli v psihiatrično Semmelweisa. On je ugotovil, da sta dve bolnišnici. Ne. Dve bolnišnici, mislim, da na Dunaju, v eni je smrtnost porodnic 6-krat večja kot drugi. Ja. In pa je šel gledati in je ugotovil, da v tej, kjer je smrtnost večja, so študenti medicine hodili v porodno sobo izvajajo anatomije, kjer so bili na kadavrih. Ja. In je rekel, umite si roke, dobesedno je to rekel. Ja. Umite si roke, pa ne bo tega. In so bili čist, kako pa to, se to nevidne stvari, to ne. In tip je bil na koncu tragično zaprt in tudi umrl v tej psihiatrični. Von Semmelweis se je pisal, tako da taka zgodba, a veš, kaj se ti zdaj zdi bizarna. No in von Semmelweis je živel koliko? Jo, ne me s temi letnicami. In verjetno ni bilo več kot 200 let nazaj, ne? Ja, no, vsaj toliko je bilo, ampak ja, ni to 1300 zdaj, da bi rekel, ne, a veš. Ja, to je bilo relativno pred kratkim. Ne. Veš, v bistvu najbolj bojim se, najbolj se bojim tega dejstva, da vsakič v zgodovini, ne, v danem trenutku zgodovine, tisti, ki so najbolj proaktivni akterji, tako kot sva midva zdajle, ne. 1818 rojen. Evo, bravo. 1865. 200 let, ne. Čist si zadev, je. 200 let. Ne, fora, da mi smo zdaj tukaj in zdaj, ne, in zdaj tukaj in zdaj mi mislimo, da so najbolj pametna.
tako, jaz upam, da bo obstajale neke časovne kapsule, da bo zdaj, da bodo v nekem cloudu digitalizirane te vsebine, da bo tudi za arheologe tistega časa malo lažje, ne? Ker mi dejansko ne vemo, kako so ljudje v srednjem veku mislili, se počutili, kaj so govorili pred cerkvijo, ne? V starje si videl vitraž, ne? Kako peklenšček žre, grešne duše. Bojo imeli druge težave. Ja, si predstavljaš srednji vek, ne? Zakaj vsako kostje, ki ga najdemo, ima tako telefon, stegnem roko in kaj je to fora, ne vem. Ampak te principe pa isti, ne? Če pogledaš srednjeveški princip, pa današnji princip si imel isti. Ti si imel neke centre moči, takrat so jo predstavljali to neka feudalna gospoda v spregi s cerkvijo, tako kot danes. Danes imamo pa neke korporativne entitete v spregi z digitalnimi temi občestvi, cerkvami, ne? In isto je bilo takrat, ne? Ti si mogel takrat ljudi dobiti na enem mestu in jih fino prestrašiti, ne? S pridigo. In si predstavljaš srednjeveškega človeka, ki ni v življenju videl knjige, črke prebral, ne? Gutenberg, še stoletje je manjkalo, da bo on svoj tiskalni stroj izumil. In on vse, kar je videl od medijev, je videl tisti vitraž, pa tisti kip, ne? Kako peklenšček žaga tam. Veš, da je v Bogu. Veš, da je v Bogu, ne? Jaz sem tudi svojo zaključno misel zbral iz knjige, eno, ki se me je dotaknila, in sicer mislim, da si na eno variacijo tole že povedal danes. Ne smemo pozabiti, da so mračnejša poglavja človeške zgodovine vedno temeljila prav na ljudeh, ki ne znajo ločiti tistega, kar je prav, od tistega, kar je po pravilih. In jaz upam, da za vse nas, da bomo v tem krasnem novem svetu obdržali to temeljno modrost in kljub vsem tem distrakcijam v bistvu delali prav. Tako da za tale del, Miha, najlepša hvala. In seveda pa bom dal besedo tudi publiki, če ima kdo kakšno vprašanje, najprej mogoče en aplavz za Miha. Hvala tudi vam za besedo. Mi je bilo tole zdaj veliko veselje. Zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, če boste dvignili roko, bo prišel do vas mikrofon. Pil sem več vode kot ChatGPT, ko je ta odgovor planiral, ker sem jedel pico za kosilo in sem čist žejen. A ima kdo kakšno vprašanje? Kdor ima vprašanje, mu Mladinska knjiga podari Mihovo knjigo. Ne, se ponavadi se ful odpre, samo eden mora vprašati. Ja, pa kar naenkrat. Ja. Mogoče so pa dobesedno vse povedala. Tole je eno vprašanje. Hvala, ja. V bistvu pa res že kar nekaj časa skiciram eno novo knjigo, ki se, v bistvu imam dve tako že malo v delu, ne, ampak te ene se najbolj veselim in ta bo, ne vem sicer še kako bo naslov, bo pa pravzaprav ena taka ena knjiga o tem, o fabriciranju sodobnega človeka tako na avtobiografski osnovi, ne, kaj nas zdaj oblikuje v to, kar smo, ne, kako se pravi, vzgoja, mediji. To je tudi en, to se mi zdaj dal, se me spomnil. Se jo kar veselim, no, ker bom probal tako tudi v eni taki mečkem bolj humorni obliki napisati. Za razliko od drugih, ali kaj? Ja, ne, za te kolumne se strinjam, da znajo biti mečkem zatežene, ne. Ja, ampak to si me spomnil na en del, ki si ga že tukaj napisal, ki mi je bil zanimiv, sem si ga počrtal, pa ne moram čez vse, ampak to, a veš, odkje nam to, točno to, ne, te urojene ideje, recimo, da je v redu gledati na televiziji una razčepliznjena trupla, ampak če pa se pa nekdo sleče, a ne, do golega, recimo že na plaži, ki ni gola, ali pa v nakupovalnem središču, je pa to višek vsega nespodobnega. Nekdo te je to nekako, a je to evolucijsko, a je to... Ne, jaz mislim, da ni evolucijsko, da mislim, te tabuji so pač jih podedujemo, ali ne? Ja, jih podedujemo, so stvar enega družbenega konsenza, ne, in se pravi, te stvari niso tukaj in niso fiksne, ne, te stvari so totalno variabilne, ne, in sploh ni nujno, da so take. Na televiziji ne bom videl, recimo, ženske bradavice. Bom videl pa tisto razstreljeno, a veš. Bom videl pa razstreljeno truplo, ne. Tako da... Ampak si pripravljen na to, ne, zdaj, a veš, mogoče, če bi prihajal iz ene druge družbe, ne, kjer so bili ljudje vzgajani, pa izpostavljeni drugačnim vsebinam, pa drugačnim tabujem, ne, bi te mogoče
razčefukano truplo Bolj priljubljen. totalno prizadelo, ne, ker si pa tretiran tako, te pa ne, te pa pač prizadane bradavica. Mislim, verjetno ne kot zdravnika. Ne. Ne, da me prizadane, ampak zdi se mi tako, dvigneti v brv, kao, kako pa je to prišlo na vsebino. Nekaj v tem smislu. To me je pa vedno zanimalo, kako pa, ampak to je pa zdaj čisto privatno vprašanje. Kako doktori, ki ste tam, razumeš, anatomija, tam si po kadavrih šarov. Kako kaj? Mislim, a to kaj spremeni tvoj odnos do telesa? V bistvu veš, ti primeš recimo žensko dojko in veš vse, kaj noter, jaz pojma nimam. Ne, veš kaj, to je zanimiv pomislek, ne, to kot so bile neke fore na teh študentskih žurih, kao punce morajo biti študenti medicine, ko oni poznajo anatomijo. Kva ti to pomaga, oprosti, za neko senzualno izkušnjo ljubimkanja, a veš, da bo on vedel naštet, kjera mišica se pripenja na njeno malo medenico, a veš. In tudi v kontekstu tega, kako jaz gledam na telo, ki je pred mano nago, ko sem z ženo v spalnici ali pa ko sem v ambulanti, to je čist drug pogled, to je tako, veš, čist misli in razmišljanja in situacija je tako bolano drugačna, popolnoma, veš, druge misli so in v bistvu, ne vem, to bi, kot da bi rekel, kako lahko lovec ustreli eno žival, če ima svojega zvestega psa ob sebi, veš, to je toliko različna situacija, veš, to je popolnoma ločen mentalni proces in redko tako, da bi zdaj zdravnik tam razmišljal o anatomiji pa o fiziologiji ženske ovulacije med tem, ko, veš, mislim, nimaš tako, ni to motečeno, tako bom rekel. Nisem pa recimo nikoli... Ok, sorry za vprašanje, nisem... Ne, se upam, da sem kakor to koherentno odgovoril, ne, ker to se mi zdi res, veš, ampak tudi na drugi strani, tudi ljudje se tako obnašamo, veš, tam se zakrivaš, da se boš preoblekel v kopalke, priješ zdravniku, bam, poglej me, ne, tukaj sem, veš, kaj je narobe z mano, ne, niti bed, hočeš, da se sklonom, predsklon naredim, veš, ker imamo Mihaljo in ker mi gledamo iz stališča poznavalca, ne, to je ta učinek. Hvala, David. Zdaj moraš še ti nekaj povedati, da ne bo to čisti zaključek. A ima še kdo kakšno vprašanje? Ne, ima še kdo kaj? Škaj, oprosti, bom samo ponovil, zato ker kdo, ki posluša podcast, ne bo slišal. Dobro vprašanje, kje vidiš prostor v medijskem kurikulumu šole za medijsko opismenjevanje, ker je pri mlajših to zmeraj huje? Ja, mislim, zdaj seveda... Zdaj začniva, osnovna šola ali srednja šola? Ne, absolutno osnovna šola, vrtec, ne vem, čim prej, ne. Zdaj mladi ali pa otroci prihajajo v stik s temi vsebinami. Jaz vidim že mamice z vozički, ki imajo tiste nosilce za telefon, da otroci gledajo neke, a veš, te beli šum ali pa celo ne Pujso Pepo na mislim, to je običajen prizor, ne, slovenska družina z otrokom, ki komaj sedi pri mizi v gostilni, otrok ima na mizi, a veš, nek ta lovilec pozornosti v obliku telefona, ki ga zamoti, zato da starša lahko v miru scrollata vsak po svojem telefonu. Ne, to je zdaj neka nova medijska realnost. Zdaj, a veš, kje je sploh, in je ful dobro vprašanje, kje je sploh to medijsko pismenjevanje začetne? Če mene vprašaš, se verjetno to sploh ne bi smelo v prvi meri zgoditi, ne, da do česa tazga pride. Tako da čim prej, ne, delati na ravni staršev, delati na ravni, mislim, jaz se pravzaprav sprašujem, ker je to ful dobro vprašanje, kako da je stvar, ki je do te mere adiktivna, kot so te vsebine, ne, pa lahko legalna. Mi prepovedujemo mamila ljudem, ne. Mi rečemo mamila tudi kakšni stvari, ki mogoče to čist niso. Pa drugim stvarem, ki pa so mamila, pa ne rečemo mamila, tako kot alkohol, naprimer, ne. Zdaj, kako je s temi digitalnimi vsebinami, ne vem, ampak jaz sem prepričan, da bi morali to šolske kurikulume dati čim prej in to predmet, ne, kako, na kakšen način konzumirati, ne, zdaj, kdo bo pa ta predmet organiziral, ne, spet, a zaupamo državi. Ja. A zaupamo državi. Zaupamo ministrstvu za šolstvo. Pa do tega, kako izjemno pomembno poslanstvo je poslanstvo učitelja, pa primerjaš pol tudi seveda s plačami in situacijo, ki je v državah. Ne, absolutno, ne, se strinjam, ne. Ljudi, ki vzgajajo
bitja naše prihodnosti bi morali plačevati v zlatu. Ne? Kar grozljivo, res je. In je pravzaprav grozljivo, da jih ne. Res, še enkrat hvala vsem, ki ste prišli v center, ob center Ljubljane, ki vsi vemo, da je najlepše mesto na svetu. Miha ga poimenuje v knjigi malo drugače in sicer najbolj zazidljivo mesto na svetu. Tako, če kdo dvomi, da je duhovita knjiga. Hvala, ker ste prišli poslušati, pa hvala vsem, ki poslušate po spletu. In hvala seveda Mihanu za ta pogovor. Ja, jaz se iskreno še enkrat zahvaljujem res vsem vam. No. To me vedno gane. Ne. In se vprašaš, s čim sem si to zaslužil. Ja. Zgleda, da sem že sit. Tako da hvala vam ful, pa David, tebi tudi hvala, pa hvala Mladinski knjigi, hvala Maji, hvala moji urednici Nini, ki ima potrpljenje z mano. Zdaj bom še kaj napisal, pa se bom... Kaj o hvaležnosti napiš, no. Zdaj pa že slišite ta krasen šum odpiranja škatelj zadaj. To ni zakuska, ampak so knjige. Kdor še nima Mihajeve knjige, jo lahko tam kupi, dobi seveda podpis in posvetilo. In kdor bi sploh rad danes tako dobrodušno podpiral slovenske literate, lahko tudi kakšno mojo knjigo tudi tam kupite. No, tudi jaz podpisujem, tako da hvala lepa. Hvala.